Radiotrofni fungarij ali kako narediti plašč za Marie Curie, ki sva ga zasnovali skupaj s Caitlin Bryson, umetnico in mikologijo iz Združenih držav Amerike, je delo, ki se mnogoplastno ukvarja s pojavom radiacije v človeški družbi. Prvi del dela je dejansko radiotrofni fungarij oziroma zbirka radiotrofnih gliv, ki so sposobne absorbirati in metabolizirati različne tipe radiacije in s tem tudi zmanjšati stopnjo radiacije v svoji bližini. Ta radiotrofni fungarij smo zasnovali skupaj z Biotehnično fakulteto, kjer dejansko imajo največjo databazo radiotrofnih gliv na svetu. V radiotrofnem fungariju poleg nekih bioloških značilnosti teh gliv je možno najti tudi širši kontekst vsake glive posebej in različna najdišča, kot recimo naše kopalnice ali savne, po drugi strani pa tudi njihove izlete na mednarodno vesoljsko postajo, kjer so jih testirali za zaščito pred radiacijo iz vesolja. Radiotrofne glive so sposobne presnavljati mnogo tipov radiacije, vse od alfa, beta, gama in hkrati tudi UV radiacijo. Tako so primerne recimo ne samo za plašče, kot tukaj namigujemo v tem spekulativni postavitvi, ampak so namenjene recimo tudi za fasade človeških hiš, ki se tako ne samo da naščitijo pred radiacijo, ampak dejansko te glive lahko tudi zaščitijo samo fasado, material, da se bolj počasi obrablja. In seveda vemo, da v prihodnjih letih nas čaka še veliko take UV radiacije glede na klimatske spremembe, ki nas čakajo. Radiotrofne glive za presnovo radiacije uporabljajo postopek radiosinteze, kar je primerljivo z fotosintezo, kjer recimo svetlobo presnavljajo rastline v neke nutriente, ki jih njihov metabolizem prepozna. Pri tem pa, če pa govorimo o radiosintezi, pa te glive lahko radiacijo presnovijo v neke nutriente, ki jim omogočajo boljšo rast. Drugi del raziskave je vključeval nekako zgodovinsko raziskavo, katere skupine ljudi so bile najbolj prizadete oziroma v prvih, lahko temu rečemo, skoraj bojnih vrstah soočenja z radiacijo in seveda začne se to z Marie Curie in potem so tu punce, ki so obarvale ure z radijem in tako dalje do babušk iz Černobila. In vse skupaj je ta zgodba zgodovinska, ki vključuje po večini žensko populacijo tega planeta, je nekako predrugačena, prevedena v zgodbo deklice One, ki potuje skozi čas in preko animacije so pokazane lekcije oziroma neki nauki, ki so ostali od teh skupin, ranljivih skupin, ki so bile prizadete za bodoče generacije, iz katerih se lahko učimo. Tretji del dela pa je nekako taka, temu bi lahko rekli, spekulativna postavitev. To je španska stena in tudi lutka, na katero se lahko obesi obleka, ki seveda govori o tem, namiguje o tem, kaj pa bi bilo, če bi lahko za Marie Curie in vse te ranljive skupine v povezavi z radiotrofnimi glivami naredili neke plašče, neke arhitekture za telesa, ki bi jih zaščitili pred temi groznimi usodami, ki so jih doletele. V vsej tej zgodbi kot nek
nek simbol upanja nastopa žerjav, ki izhaja iz zgodbe japonske deklice, ki je v upanju, da bo preživela bolezen zaradi radiacije, zgibala žerjave. Ampak tukaj, zaradi tega smo ta simbol s ketljem uporabili tudi na sami španski steni, na kateri rastejo, na betonski španski steni, na kateri rastejo radiotrofne glive in dejansko, če se nekdo postavi za to špansko steno, je malce bolj zaščiten pred radiacijo. Tako da tukaj nastopa ta spekulativen scenarij, ali se lahko delamo take ščite in neko tako upanje, da preko teh povezav z nekimi drugimi bitji, ki pa seveda se jih moramo naučiti negovati, ker te glive, če so mrtve, ne izvajajo tega procesa presnavljanja radiacije, tako da jih moramo tudi znati hraniti in jih ohranjati pri življenju. In bolje, kot jih ohranimo pri življenju, bolj smo dejansko so tudi naša človeška telesa zaščitena. Ja, sama španska stena je sestavljena iz betonskih plošč, na katerih rasejo radiotrofne glive. Ob prvi aplikaciji na beton smo nanesli mnogo različnih vrst teh gliv in zdaj po enem letu razraščanja, po večjih postavitvah lahko vidimo, da je ostalo samo par vrst gor na njih in v prihodnjih dneh po razstavi bodo študenti in profesorice iz Biotehnične fakultete tudi vzeli vzorce iz tega in bomo nekako tudi videli, kaj je najbolj primerno za takšne španske stene, katere glive so najbolj primerne za takšne španske stene, če jih bi kdaj v prihodnosti potrebovali. Pri tem projektu in raziskavi smo imeli pomoč tudi s strani InnoRenewa, Centra odličnosti v Izoli, ki nam je pomagal tudi nekako samo aplikacijo gliv na beton in nekako diagnosticirati prave pogoje za preživetje za glive.